Sure you've had enough of this life. Hang on. Don't let yourself go. 'Cause everybody cries. Everybody hurts sometimes. Ko zjutraj spet prižgejo sonce v tvojih se očih, narava prebudi. Ne veš zakaj, a nekaj ti pravi, da ta dan bo drugačen kot so vsi. Zato vstani hitro in se iz šotora odpravi. Zunaj čaka te nov dan nasmejan. Daj pokaži celemu svetu, vsem ljudem na tem planetu, da si skavt, ki stopa novi dan. Pomisli nanje, če ti kdaj težko bo, in ne obupaj, če boš oslabil. Če kdaj boš dvomil, se nasloni name, bremena tvoja pa bom jaz prevzel. Če hodil bom pred tabo, in ti sledili bodo prav posod. Pogumno stopi tja, nikar ne boj se, saj če boš molil, jaz bom tvoj Gospod. In bova skupaj šla prav tja na konc sveta. Pridi, daj, pokazal ti bom, kje je skavtski raj. Pomisli nanje, če ti kdaj težko bo, in ne obupaj, če boš oslabil. Če kdaj boš dvomil, se nasloni name, bremena tvoja pa bom jaz prevzel. Če hodil bom pred tabo, in ti sledili bodo prav posod. Pogumno stopi tja, nikar ne boj se, saj če boš molil, jaz bom tvoj Gospod. In bova skupaj šla prav tja na konc sveta. Pridi, daj, pokazal ti bom, kje je skavtski raj. V sebi nosim nemoč, da kljub vsemu svojemu trudu situacija ne gre na bolje. Jezna sem, ker nosim masko tudi čez nos, še vedno pa moram biti doma do 9. Strah me je, da se bomo oddaljili drug od drugega, da bo COVID stanje postala naša vsakdanjost. Ljudje se oddaljujemo drug od drugega. Objem in stisk roke, ki predstavljata bližino, podporo, sta prepovedana. Ne upam si približati človeku in mu ponuditi oporo. Počutim se ujeto in omejeno, ker bi rada živela svoje življenje na polno. Rada bi obiskala prijateljico,
objela prijatelja, šla v gore, spoznala nove ljudi in imela neformalce sovoditelji. Pa ne morem. In ta situacija traja že skoraj celo leto. Dokdaj še? Kako hitro lahko v teh časih zapadem v žalost, obtoževanje in razdraženost. S prijatelji se tako lahko skregati zaradi trenutnih razmer. Moje misli lahko v kupu negativnih novic odplavajo v čudne kotičke. A če pogledam z druge strani, vem, da lahko svoje misli usmerim k hvaležnosti za vse, kar imam v teh časih. Kako lepo je, da imam vsaj nekoga, ki me spravi v dobro voljo, na katerega lahko prenesem del svojega bremena in mu pomagam nositi del njegovega. Čeprav nas strah in virus fizično oddaljujeta eden od drugega, je sedaj čas, da stopim bližje sočloveku. Si vzamem čas za klic, pošljem pismo, zmolim za sočloveka. Hvaležen sem za vse, ki mi v teh časih vplivajo upanja, omogočajo topel dom in občutek ljubezni in bližine. Mi pomagajo, da se za trenutek ustavim in pozabim na korono. Hvala za družino, prijatelje, skavte. Prisluhnem sebi. Želim si biti kot luč, ki razsvetljuje in napolnjuje z upanjem. Da bi ob srečanju s sočlovekom v njegovih očeh splamtel plamen pozitivnosti in upanja. Ne, danes ne bom slabe volje in mrkih misli. Danes je dan,
ko sprejmem stvari, ki jih ne morem spremeniti in naredim tisto, kar lahko. Skavti me spomnijo, da se z majhnimi koraki da narediti veliko. Kdor išče, ta najde. Lahko cigaretni ogorek ali pa kamen, vejo, naključnega mimoidočega. Vsaka stvar nam pripoveduje zgodbo in vsaka stvar ima svoj smisel. Mogoče mi bo veja na tleh dala idejo za skavtsko srečanje ali pa me spomnila, kako smo na poletnem taboru kurili ogenj in pekli hrenovke, ali pa kako smo se kot otroci v gozdu igrali in se spotaknili čez njo in padli. Mi imamo moč, da vidimo in da to, kar vidimo, tudi uporabimo. Danes bom na poti domov pustila svet za spoznanje boljši. Pa naj bo to topla beseda, lep pogled, iskreno poslušanje in zanimanje za sočloveka, podarjen čas in ustvarjalnost. Še posebej zdaj, v teh čudnih časih, bom skavtstvo živela bolj živo kot kadarkoli prej. Usmili se, razjasni svoj obraz nad mnom in reši me. Reši me. In čakam, da pride novo jutro. Čakam, da pride nov dan. Verujem v novo jutro. Verujem, da ta nov dan bo pregnal temo trpljenja. Verujem dan vstajenja. Verujem dan vstajenja. Super, ste bili v puščavi. Dobrodošli spet nazaj. Ste slišali pisk. Upam, da vam je puščava prinesla en sad. Meni je dobro delo letos prineslo oljke. Lepe oljke, dobre oljke. In kljub temu, da se počutiš kakor Mojzes pred Rdečim morjem, se ti zdi, da včasih ni izhoda naprej, ali pa kot Jezus pred mrtvo deklico recimo, ali v Kani Galilejski, ko je zmanjkalo vina. Glej, kakorkoli se počutiš, se zdi brezizhodno, na koncu koncev boš našel izhod. Kot ga je našel Mojzes, seveda, ko mu je Bog odprl morje, kot ga je našel Jezus, ga boš našel tudi ti. Se pravi, na kratko, zdaj, ko si prišel iz puščave, je nastopil čas za čudeže. Če imaš občutek, da ne znaš, tudi jaz ne znam, mene faks ni naučil, kako biti duhovnik v času korona krize pri zaprtih cerkvi. Nismo imeli taborne šole, da bi se naučili metode, kako delati v času korona krize. Vem, ja, težko je. Oba sva prizadeta. Ne smeva delati tistega, kar znava. Si morava zmisliti nekaj drugega, nekaj novega, nekaj bolj zanimivega. Sej skavt je iznajdljiv. In dobila bova način nove oblike za služenje otrokom, cerkvi, domovini, vsej človeški družini, stvarstvu, Bogu. Ne vem še kaj, ampak nekaj bo našla. V preteklosti si se naučil poslušanja potreb, ne poslušnosti zakonov, ampak poslušanja potreb. Spomni se tvoje preteklosti. Spomni se sebe, spomni se tvoje okolice in v ta čas, v ta kraj te je Bog postavil. Verjameš?
Premisli, kaj je tisto, kar je možno, da si ne boš zastavil nemogočih ciljev. In potem iz tistega, kar imaš, iz tega Gospodovega daru, ki nam ga daje, naredi nekaj dobrega. Naredi dobro olje ali pa naredi vsaj dobro voljo. Meni je Gospod namenil v tem času veliko dobrega in vsi me prepričujejo, da je samo slabo, ma ni. Imam prijatelje. Se pravi, si prišel iz puščave in nadaljuj. Nadaljuj s spomini na tvojo skavtsko pot. In nadaljuj z načrti, kaj boš naredil s tem božjim darom. Preprost je, pa vendar kvaliteten, plemenit. Pred blagoslovom ob koncu te puščave, ker vem, da si jo dobro naredil, te povabimo izvršni odbor k sveti maši, in sicer v soboto ob 18. Edi iz Stične je prvi od članov ZSKSS, ki je prispel na cilj zemeljskega življenja. Rožle iz Kranja se mi zdi, da je zadnji, ali pa ne vem, po mojih podatkih. Vmes je bil duhovnik Marko in še veliko drugih. Se spominjamo njihovih zgodb in zanje bomo imeli sveto mašo, če še niso svetniki. Če pa so svetniki, pa skupaj z njimi. Saj praznujemo praznik vseh svetnikov, tudi skavtov svetnikov. Kje bo ta sveta maša? Niti ne vem. Na Facebook strani, skavtski sobi ali na YouTubu boš že zvedel. V glavnem se vidimo spet v soboto ob 18. Zdaj pa še samo blagoslov. Gospod z vami in s tvojim duhom. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Amen. Amen. Razjasne naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Amen. Svoj pogled naj obrača na vas in vam da svoj mir. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Bodite pripravljeni. Bova skupaj šla prav tja na konc sveta. Pridi, daj, pokazal ti bom, kje je skavtski raj.